Ko to gledate, sem jaz v Andori. No, lanskega maja sem bil tam prvič, takrat sem se gor zapeljal bolj iz Ferbca, samo zato, da odkljukam še eno državo. Ampak so me tiste gore tako hitro prevzeli, da sem si zadal, da spet pridem. Si pa nisem mislil, da bom se tako hitro vrnil. No, če sem šel takrat bolj tako na hitro v Andoro, sem šel zdaj celo pobrskati po Wikipediji, da dejansko se malce poučim, kam grem. In sem ugotovil, da je to edina država na svetu, kjer je uradni jezik katalonščina. Pa tudi nisem vedel, da imajo skoraj 1000-letno zgodovino, da obstaja že od leta 1277. Pa tudi nisem vedel, da so še danes kneževina z 2 soknezoma, en je predstavnik španske cerkve, drugi pa je kar francoski predsednik Emmanuel Macron. No, seveda predvidevam, da gre bolj za formalnosti, namreč imajo parlament. Ima pa volilno pravico samo manjšina. Verjetno je to tudi posledica dejstva, da dobiš državljanstvo šele po 25 letih, pa tudi v Andori živi samo tretjina originalnih Andorcev. Vedel pa sem, da naj bi se v Andori šopengiralo poceni in ti časi pa so žal menili. Vedel sem pa tudi, da sem hodijo predvsem smučat, imajo namreč skoraj 300 km smučišč in to na površini, ki je 3-krat manjša od Londona. No, jaz ne smučam, bom pa tudi jaz zavil med zastavcami po snegu, ampak z avtom. Z Nissanovim električnim 4-kolesnim pogonom E4 Force grem namreč na najvišje ležeče dirkališče na svetu. Ampak več o tem, ko se vrnem, pa sestavim zgodbo.